Dobro večer, gospod Boscarol. Najprej nam povejte, ta BMW sodelovanje, za kakšno inovacijo torej gre in kako se zdaj ta deska razlikuje od SUP-ov, ki smo jih poznali do zdaj? Ja, predvsem ta deska daje zelo veliko varnost superja, ker ima ugrajen pogon, ki v primeru vetra nenadnega ali pa valov, ko gremo ven, ko se obrnemo, da bi šli nazaj proti obali, da imamo čelni veter, se nam obala lahko oddaljuje, namesto približuje. Na veslu imate brezžično stikalo, s katerim aktivirate motor v SUP-u in tak SUP se spremeni praktično v plovilo na električni pogon, popolnoma tiho in omogoča bistveno večjo varnost. A ste s tem prepričali, da je BMW, če kupiš nov X3, dobiš tudi SIPA board? Najbolj zanimiva stvar pri celi zgodbi je, da je BMW sam prišel k nam, ker so pred 2 letoma, ker so za novo generacijo avtomobilov iX3 električnih iskali komplementaren produkt za doživetje s tem avtom in ko so nekje na spletu videli, da SIPA board to izdeluje, so prišli, če bi naredili skupen produkt, da bi ta SUP nadgradili, da bi ga naredili z znakom BMW-ja, da bi mu dali še dodatne opcije in po 2 letih in pol skupnega dela z razvojnim inštitutom iz Münchna je nastal dejansko tak produkt, ki združuje največjo, bom rekel, možno tehnologijo v tem trenutku v tako majhnem delu. Ima celo, bom rekel, sledilnik, da se ve, kje SUP je, ima kompresor, da se sam napolni in tako naprej. In dejansko mi smo morali to razvijati v zelo veliki tajnosti, tako da tudi BMW Slovenija do septembra tega ni vedel. In ko je potem BMW objavil svetovno novico o tem sodelovanju, je to izgledalo tako, da je avto in SUP skupaj vedno predstavljen. To je tako velik dosežek za tako majhno slovensko podjetje, da si ga je težko predstavljati. V vseh državah, kjer ima BMW zastopnike, bo ta SUP v salonih. 5500 zastopnikov po celem svetu. Povejte nam, iz vaše strani prihaja tudi inovacija, kot je na primer električni brisalec za vizir motoristične čelade, ki ga uporablja celo londonska policija. Kako je s tem? To je sedaj tudi zaživelo, smo že v serijski proizvodni. Res je, londonska policija že to uporablja, dostavljalci organov oziroma krvi, tudi kanadska policija začenja to uporabljati, naša že testira. No, kar je pa pomembno, ravno danes sem izvedel, da se je zavarovalnica Generali, to je ena večjih evropskih zavarovalnic, odločila, da bo znižala premije vsem, ki imajo ta brisalec, zaradi tega, ker ne rabijo več z roko recimo si obrisati čelade, imajo roke še vedno na krmilu, brezžično aktivirajo brisalec in se peljejo bistveno bolj varno. Večina motorističnih nesreč se namreč zgodi v slabi vidljivosti, na mokri cesti in v dežju. Kaj pa ta odločitev Generalija potem pomeni za prodajo teh brisalcev in za razvoj podjetja, ki jih proizvaja? Pravite, da serijska proizvodnja se je že začela. Ja, lejte, to so vse tako imenovani startupi, ki imajo v tej fazi po nekaj ljudi, niti ne po ducat, in to pomeni ekstremno rast v naslednjih letih, kar je seveda lepo, ampak je pa seveda tudi določena grožnja, tako hitra rast. In ravno tukaj je moja dodana vrednost v takih podjetjih, da lahko svojimi 30-letnimi izkušnjami rasti podjetja, ne samo s kapitalom, omogočam, da ne delajo napak in da postanejo jutri veliki svetovni igralci na najmanj boleč način. Ali to pomeni, to, kar se dogaja s tema 2 produktoma, kaže, da so te slovenski startupi in slovenski inovatorji, oziroma, če tako rečem, slovenska pamet v bistvu tekmuje svetovno oziroma in celo narekuje trende, tako kot ste vi recimo z razvojem električnih letal?
Lejte, slovensko znanje je na izredno visokem nivoju. Jaz nikdar ne pravim, da smo majhni, mi smo butični in imamo take butične izdelke. In Slovenija cela butična. In če bi se mi malo zavedali, da je tudi butičnost na področju podjetništva za Slovenijo pomembna, tako kot je recimo šport, potem bi lahko tudi na tem področju res premikali meje. Škoda, da smo v tem trenutku podjetniki, ne glede na to, kar delamo, v očeh veliko Slovencev še vedno gledani kot tajkuni, kot izkoriščevalci in tako naprej. Ampak verjemite mi, da ta podjetja, ti startupi, ti mladi, ki to razvijajo, delajo dejansko zelo veliko promocijo v tujini in na take startupe moramo biti ponosni. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Tudi vam.